Jo, Blaž, kako gre? Mogoče to ni glih vprašanje na mestu, glede na to, da si zdaj, bom kar takole rekel, pizdil zadnjih 15 minut, preden smo začeli snemati tale podcast. Kaj bo dobrega? Poraz Slovenije, to bo dobrega. Zdravo, drugač Matej, kaj ne rečem, sej, verjetno se počutim podobno kot 90% slovenskih navijačev košarke, predvsem reprezentance v tem trenutku. Pač poraz proti Madžarski je nekaj, kar bom rekel, še 2 leti nazaj verjetno si ni noben predstavljal česa takega, tako da po Eurobasketu 2017 si zagotovo tega ni noben predstavljal, da bomo trepetali za uvrstitev na svetovno prvenstvo ali zdaj mogoče celo na evropsko prvenstvo. Na koncu se nismo uvrstili na svetovno prvenstvo, zdaj tega si ne smemo že spet dovoliti. Pa mogoče, Blaž, zdaj samo moment, kar vedno omenjava na hitro, preden začnejo, mogoče te bo to malo pomiril, ker vem, da si zelo, kako bi se rekel, razrahljan v tem trenutku. Ja, pač vsem, ki poslušate tale podcast, bi lepo prosil, če lahko se naročite na naš YouTube kanal in tudi stisnite tisti zvonček, zato da dobite obvestila, kdaj pridajo novi podcasti, da všečkate ta posnetek in da podobno storite tudi na SoundCloudu in pa iTunesih. Na iTunesih nam lahko tudi pustite kakšno oceno, kakšen komentar, pomaga, da smo bolje rangirani na tej platformi. Zdaj pa gremo malo rentat, Ja, ne vem, koliko ne bo zdaj kritična, ne vem, koliko ne je že na samem začetku po prvi tekmi, zdaj po domače spet povedano, spljuvava celotno predstavo naše reprezentance, ampak dejstvo je, da smo vsi skupaj zelo razočarani, pa Blaž, preden te spustim z verige, bom rekel, jaz bi rad samo videl, da ponoviš par stvari, ki si jih povedal, preden smo začela snemati, ker si me, ne bom rekel zabavo, zaradi tega, ker mizerija ni nikoli zabavna, mizerija navijačev po takih porazih, ampak na nek način je to tisto, kar jaz ponovadi dostikrat najraje poslušam, ko poslušam recimo kakšne druge podcaste, kakšnih drugih, ki spremljajo druge ekipe, predvsem seveda kakšne ameriške ekipe, mi je najljubše poslušati ravno tiste boleče rente po vseh teh porazih. Samo by the way, tako na hitro, v naslednjih dneh bomo objavili 2 ali morda celo 3 nove podcaste po tem podcastu, zato res to, kar je rekel Blaž, všečki in naročnine nam res pomagajo več kot veste in res vzamete si tisto sekundo pa ga stisnite. In ne spregledajte novega podcasta jutri, ampak kot sem rekel, dajva kar pogledati za začetek, preden te spustim z verige, pogledajva samo na hitro statistiko. Trojke in izgubljene žoge. No. V osnovi tisto, kar je bilo glavno, trojke in izgubljene žoge. Ja, to je tisto, kar je najbolj bodlo v oči na tej tekmi. Jaz sem ravno zaradi snemanja enega od teh podcastov z enim ameriškim novinarjem začel tekmo gledati v drugem polčasu, tisti mi pa redno pošiljal boleče message med tekmo, čeprav tam nekje v drugi četrtini si rekel, da je bila igra malce boljša, ampak jaz bi se sam za trenutek pri teh številkah, teh trojk in izgubljenih žog ustavil. Slovenija 15 podaj, 14 izgubljenih žog, 1:1 razmerje med podajami in izgubljenimi žogami je pogosto razlog za kakšne poraze. Ko pa temu dodamo še met za 3 točke, 6:31, se pravi 19% met za 3 točke, je pa skoraj da nemogoče zmagati, če nimaš res kakšnega Shaquilla O'Neala pod obročem. In tukaj je treba tudi omeniti, recimo sam za začetek 2 igralca, Klemen Prepelič na eni strani, 0,8 za 3, 5 podaj, 5 izgubljenih žog. In samo kot eno pozitivno točko, ampak da ne boš morda čist razpizden, če še enkrat uporabim to besedo, ker sva se pa obadva strinjala, morda celo eno od redkih svetlih točk, zagotovo eno od redkih svetlih točk te tekme je pa Jordan Morgan. Tukaj je treba reči, da če je Košarkarska zveza v zadnjih letih zgrešila z nekaterimi potezami več kot očitno, je pa vsaj tukaj treba reči, da vsaj na tej tekmi
Madžari nimajo kakšnih dominantnih centrov, tudi to je treba povedati, kakšnih izrazito nadarjenih visokih igralcev, še posebej na petki. Vsaj na tej tekmi je Jordan upravičil naturalizacijo, Blaž, zdaj pa povej, kar si mi povedal, preden so začeli snemati. Ja, zdaj sem se dejansko že malo pomiril, če sem čisto iskren, ampak ne vem, no, jaz iskreno... Škoda. Jaz sem upal na en zgodovinski rent zdajle po tem porazu, ker si bil res, bil si res besen še 10 minut nazaj. Ja, jaz sploh ne vem, kaj naj več rečem. Stvar je v tem, da zgodba se ponavlja zdaj že druge kvalifikacije. Če je mogoče selektor Trifunović imel še prejšnje kvalifikacije, kakšen res alibi z tem, da najboljših igralcev ni bilo, pa tukaj v bistvu, mislim, razen tistih res očitnih najboljših igralcev, ki jih tako ali tako ne bi bilo, ker sta oba v NBA-ju, eden se je celo upokojil, je imel praktično vse najboljše igralce, plus še dodanega Jordana Morgana. Spet mehko, mrklo, ne vem, karkoli si izberete, kjerkoli izraz, bom rekel, celotne, tudi ne vem, če sem videl 10 akcij na celotni tekmi, samo neki individualno, pol pa še tiste akcije, ki jim je pa ratali speljati, so pa itak grešili odprte trojke, kar je pač problem ne selektorja, ampak igralcev, ampak še vedno. Pač to je bilo res je bilo grdo za gledati. Kolikrat sem videl, da je tam recimo Blažič ali pa Prepelič tako pokazal Rupniku, da jim žogal, pa se je postavil na vrh rakete, pa igral 1-1. In od tukaj je pol tudi prišlo ful veliko izgubljenih žog. In potem zraven pač selektor, jaz sploh ne vem, kar sem jaz gledal, ti sploh ne zna povedati, kaj naj odigrajo. Potem začne pa tako jamrati, imel sem sam 2 treninga, je človek božji, pa kaj pol, če si imel 2 treninga, ti vodiš evropske prvake, pač gremo samo gledati klube, kje igrajo Madžari, pa kje igrajo naši. Pač to ni primerljivo, pa najboljši strelec Madžarske igra v drugi japonski ligi. A vi sploh veste, da na Japonskem igrajo košarko? Govorim tako profesionalno, da imajo celo 3 lige. Ne? Pač katastrofa, pač večina jih igra na Madžarskem, res, en teden več so se pripravlja lahko skupaj, kakor pač Slovenci, ampak to ne sme biti izgovor. Po individualni kvaliteti smo pač bistveno boljša reprezentanca od madžarske reprezentance. Pa lahko mi zdaj rečete, v prejšnjih kvalifikacijah so pa Madžari Hrvate premagali. Ja, sam Hrvati glede na to, v kakem stanju so, kdo pa Hrvatov ne premaga, a ne? In zdaj smo mi prišli v bistvu na isti nivo. Aktualni evropski prvaki pridemo na nivo Hrvaške, pa to zdaj ni disanje Hrvaške, ker imajo pač oni tudi svoje probleme. Mi smo zdaj prišli na njihov nivo, ko smo se mi smejali njim, a ne, se nam zdaj lahko smejijo na tak način. In pol še poslušam izjavo selektorja po koncu tekme, a ne, ko začne razlagati, ja, sej smo vsi videli, kaj so Avstrijci naredili Srbom. Pa človek božji, ti iščeš izgovore, še preden si sploh prišel na tekmo, že študiraš, kako ti, če ne bo šlo, ne more nas Avstrija šolati, ne more nas Madžarska šolati. Pač to ne gre in problem pri vsemu temu je pa tudi tukaj. Ti si meni rekel, una zadnja podaja Muriča, ko je Blažičev šla žoga, tisto ni bil selektor kriv. Ne, selektor ni bil kriv za tisto, to sta bila kriva Murič pa Blažič. Selektor je kriv, da je sploh prišla tekma do točke, kjer sta mogla ona dva tako reševati tekmo oziroma karkoli sta že pač tam počela. A ne? In razlika med dobrimi ekipami, pa med ekipami, kot je Madžarska, ne v tem, da pač eni znajo igrati košarko, druge pa ne znajo, ker zdaj vsi že znajo igrati košarko in znajo dobro igrati košarko. Ampak dobre ekipe ne dovolijo tem slabšim ekipam igrati več, kakor jim same pustijo. In mi jim pa pustimo, da se igrajo z nami, oziroma jim pustimo igrati tako, kakor njim najbolj paše, namesto da bi pač mi diktirali, a ne, jaz mislim, to je katastrofa, res katastrofa. Jaz ne vem, jaz upam, da bo zdaj KZS-ju končno malo kresnil in bo je začel malo tako, vsaj če ne drugega, kakšna malo bolj neprijetna vprašanja postavila temu Trifunoviću, ker jaz bom pa tako rekel, jaz sem že takrat bil malo mnenja, pa sem rekel, ok, ajde, zaradi tega, ker je lih tako pride, da je direkt po Evropskem prvenstvu, pa ne moreš lih tako iskati novega selektorja in tako, a ne, ampak pač on pač že za časa svoje kariere ni naredil nič omembe vrednega. Kjerekoli klube je vodil, so pogoreli na celi črti. In pač je bil povsod odpuščen. In noben me je rekel, da ima on CV, da vodi aktualne evropske prvake. Lej, pač sej
ne rečem, to se malo sliši žaljivo iz moje strani, ampak to je isto, kot če bi dal mene za selektorja. Saj ne more biti dosti slabš. Pač jaz lahko tudi jim rečem, pač jih spustim na igrišče, pa rečem do your thing. Sej, pač individualne akcije lahko tudi pod mano igrajo, pač se to ni problem. A ne? In jaz upam, če ne drugega, vsaj, da bojo pa začeli ga spraševati kakšno malo bolj neprijetno vprašanja, zaradi tega, ker pač je treba pridati temu do dna. A so zdaj igralci krivi, pa so igralci za nič, glede na to, kar vidimo mi, kaj delajo v evropskih ligah. Prepelič je eden najbolj vročih košarkarjev ta trenutek v Evropi, pa od njega v reprezentanci ni nič, pa jaz dvomim, da je tukaj problem v Prepeliču. Čeprav ne rečem, se je zgrešil kakšno odprto trojko, ampak jaz dvomim, da je lahko toliko velika razlika, bom rekel, tudi v mentalnem pristopu na tekmi. In jaz mislim, da klej neki ne moreš pilati. In jaz mislim, da pač jaz iskreno mislim, da igralci temu selektorju ne zaupajo in to se podzavestno odraža na parketu. To je moje mnenje in jaz upam, resnično upam, da se motim in da pač je v bistvu vse skupaj bil samo slab dan. Ampak glede na to, da se to že druge kvalifikacije ponavlja, jaz mislim, da pač neki tlej res ne klapa in da pač ne bojo zdaj tega zrihtali, potem pač enostavno nam šli na evropsko prvenstvo. Ja, zdaj, ko sem rekel, da te bom spustil z verige, Blaž, razmišljal sem, da bi tudi mogoče na kakšen podcast povabil selektorja Trifunoviča, ampak mislim, da zdaj po tem, kar si povedal, ne vem, če bo se hotel nama pridružiti. Ampak res je pa tudi, da si upravičeno kritičen. In recimo jaz se spomnim, ne vem, če se ti spomniš, po tem podcastu, ko so ga snemala po zadnjih kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, po zaključenih kvalifikacijah, sem jaz čistko by the way, mimo grede, samo kot malce proti utež tvojemu zopet besnemu rentu in upravičeno besnemu rentu, samo dodal pač proti argument, da dejansko smo nastopali s povsem drugačno reprezentanco. Recimo na tistih kvalifikacijah so Prepelič, Blažič in Vidmar skupaj igrali recimo samo na 3 tekmah, dobili 2, izgubili 1, tisto proti Španiji na gostovanju, ampak dobili recimo gostovanje v Črni Gori, ki so ga potem doma brez Vidmarja izgubili. Ampak jaz se spomnim, to je bilo vse, kar sem povedal in že takrat sem bil potem v komentarjih napaden. Dobesedno, ne bom se dal zmotil, mislim, da je napisal nekaj v stilu, kaj braniš tega Trifunoviča, Blaž ima prav, še bolj bi ga mogel spljuvati. Ampak to omenjam zaradi tega, ker dejansko, tako kot tebi, tudi javnosti zmanjkuje potrpljenja. Mislim, morali bi več videti to, kar si povedal, kar si omenil v tem svojem rentu uvodnem, da najboljši, oziroma ne najboljši morda igralec, verjetno je najboljši njihov igralec Vojvoda, ampak najboljši strelec na tej tekmi igra v drugi japonski ligi. Ti si, prav ko si mi to povedal, jaz nisem mogel verjeti, sem rekel, Blaž, daj dvakrat poglej, no. Mislim, verjetno se motiš, no. Mislim, vse na Japonskem igrajo košarko, kot si ti rekel, ampak to je liga, ki je še dosti nižja od Kitajske. Pa že vemo, da je Kitajska liga ni primerljiva z recimo najboljšimi evropskimi ligami. Tako da tale tvoj rent je treba reči, da je bil na mestu, ampak ko si omenil, da sem jaz pač omenil neke napake Prepeliča na tej tekmi, vse, kar sem jaz že spet v tej najni debati, tik preden so začela snemati tale podcast, omenil samo tako mimo grede, da ja, mislim, tisto, kar sem videl v drugem polčasu, ki sem ga v celoti spremljal, po nepotrebnem izgubljene žoge, neizsiljene izgubljene žoge, če tako rečem, unforced errors, in na drugi strani tudi zgrešeni odprti meti, še posebej par zgrešenih odprtih, posem neoviranih trojk iz kota je bodlo v oči. Če recimo vzamemo ven Luko Rupnika in Alekseja Nikoliča, ki niti nista bila v ekipi toliko za zadevanje trojk, oziroma vsaj nobeden izmed njih, čeprav je potrebno povedati, da je Rupnik v zadnjih letih precej popravil met za 3, res ga je precej izboljšal, ampak Prepelič 0,8 za 3, Murič 0,4, Jaka Blažič 1,8, ostali niti niso dosti metali, dosti zgrešenih odprtih metov in nepotrebnih napak. Prepelič je imel ogromno težav, ko so ga podvajali, predvsem po pick and rollu, ko so hedžali pick and roll ali pa ko so ga trepali v pick and rollu.
Takrat je izgubil absolutno preveč žog. Tudi recimo ta akcija je bila ravno recimo podvajanje, iskal je prostega igralca. Tisto, kar seveda ravno Luka najbolje počne, je, ko ga podvajajo, takrat najde tistega povsem samega igralca, ne glede na to, kje se nahaja na parketu, ampak Luka ima seveda tudi to veliko prednost višine, da vidi čez obrambo in tudi zato lahko tako dobro podaja. Recimo Prepelič je poskušal čez obrambo podati v tej eni izmed zadnjih akcij, tista izgubljena žoga, in podal seveda direktno nasprotniku v roke. Na drugi strani pa seveda recimo tudi tista zadnja izgubljena žoga, podaja Muriča, najprej slaba podaja, potem slab sprejem, Blažič je gledal že čez parket, je gledal že naprej, kaj bo naredil, preden je ujel žogo. In napaka, v bistvu oba dva sta to zelo slabo izvedla in recimo pri takih stvarih je treba reči, da Trifunovič tukaj ne more biti kriv. Saj sem rekel, da Trifunovič pri teh stvarih ni kriv. Rekel sem pa, da ne sme sploh dovoliti, da pride tekma do te točke. Zakaj morata one dva potem divjati 4 sekunde do konca, da bomo mi, da bomo sploh prišli do česarkoli, da bomo prišli. Ne smemo mi si tega dovoliti proti Madžarski. To je sramota. To je sramota. Absolutno, jaz skušam čez rahla proti utežbi, da ne bova midva zdaj samo 15-20 minut pluvala po selektorju in po reprezentanci, ampak tak poraz, tako razočaranje na samem začetku, po tako dolgem pričakovanju, da bomo videli, kaj je Trifunovič v tem času naredil in tisto, kar si omenil, je povsem na mestu. Te izgovori, to je tudi tisto, kar pa mene res vedno zmoti pri Trifunoviču, je vedno omenjati te izgovore. Ko jaz poslušam trenerje najboljših ekip, igralce najboljših ekip, oni vedno rečejo, ne glede na okoliščine, ne glede na nasprotnika, imamo dovolj, da lahko premagamo. A je back-to-back tekma, a je nasprotnik, a manjkajo kakšni poškodovani igralci, ne glede na to, kakšen je we got enough. To vedno reče Luka. To je rekel Prepelič pred tekmo. To je rekel mi smo evropski prvaki, gremo samozavestno v tekmo. Na drugi strani Trifunovič je pa res, že pred tekmo pa so imeli Madžari 10 dni, pa smo imeli mi samo 3 dni, pa je to težji. Priznam, tudi ne, vse to iskanje izgovorov, ne. Po tekmi, ki so zdaj poslušala tisto izjavo, tik prej in verjetno je ravno to tebe še dodatno podkurilo zdaj za rent, je Trifunovič spet nekako iskal izgovore, ni rekel, po domače povedan, pa mogoče bi celo lahko rekel, zajebali smo na celi črti, igralci niso odigrali na nivoju, jaz nisem vodil tekme na nivoju, nisem ekipe pripravil dobro, ne bo šla zdaj v tem podcastu akcijo za akcijo analizirati, jaz si moram tudi tekmo še enkrat pogledati, se pravim. Gledal sem drugi polčas v celoti, prvega nisem, moram dobiti tudi fil za celo tekmo, ampak to iskanje izgovorov me je pa že spet razjezilo. Ja, in pol to iskanje alibijev že vnaprej, tudi na igralce to pride podzavestno, sej, če ti začneš, jaz ne rečem, sej oguljena fraza, treba je spoštovati nasprotnika, itak da ga je treba, samo hore tem, da pod Trifunovičem smo mi iz spoštovanja že prešli na strah in jaz ne vem, kaj oni delajo na treningih, ne vem, kako imajo oni psihološko pripravo, ampak jaz mislim, da ta tip mora na njih vplivati negativno iz mentalnega vidika. Zaradi tega, ker jaz mislim dejansko, da je potem reprezentante strah igrati proti ekipi, kot je Madžarska. Zdaj jaz ne vem, ali jim ne dajo tu dovolj informacij, ker jaz bom rekel, Madžari niso igrali ne vem kako zelo dobro, bom rekel, tako, gledano celo tekmo, niso zdaj igrali, da bi oni nas nadigrali. Daleč od tega. Ampak oni so igrali to, ko smo jim mi dejansko pustili in kar smo mi počeli neumnosti. Kaj smo mi počeli neumnosti? To je pa zdaj druga, to je pa zdaj na selektorju. Sej ne rečem, tako kot si rekel, odprte trojke, kot sem tudi že jaz omenil, polte trojke, če to ne zadaneš, je to na igralcih, ampak fora je v tem, da ne more biti to konstantno, ne more, jaz bom rekel, Prepelič cepant 8 od 12 trojk za klub, v reprezentanci ne more zadeti pa nobene, pa to ni prva tekma. To je problem. Tukaj je srž problema. Tukaj morajo začeti se spraševati vodilni na KZS-ju, zakaj do tega prihaja. Prepelič je prvi strelec španske lige. Blažič je eden izmed najboljših igralcev v ABA ligi. Letos recimo tudi odlično meče za 3. Dosti meče za 3, ne samo catch and shoot trojke po sprejemu, ampak tudi iz igre dobro zadeva, skoraj 40% je v ABA ligi, eden od, mislim, da je tretji igralec po statističnem indeksu v ABA ligi, torej eden izmed statistično definitivno najboljših igralcev.
Jordan Morgan, sem ga že omenil, on je tista svetla točka bil na tej tekmi, ena izmed redkih. Tudi Rupnik in Nikolić sta dala svoje, tisto, kar smo pričakovali, recimo od njih, mislim, da sta več ali manj dala. Rupnik je tudi zadeval eno zelo pomembno trojko v samem zaključku tekme, tako da mislim, da sta one dva dala svoje. Mahkovic, mislim, zdaj, a bi šla oceno po oceno, mislim, tisto, kar je mene povsem na koncu zmotilo, je bila katastrofalna obramba Mahkovica, povsem na koncu, ko je praktično obrnil hrbet madžarskemu igralcu, pričakoval, da bo uporabil blok centra in da bo mogel čez blok, ampak on je sam mimo njega stekel in praktično položil brez oviranja v koš, tako da katastrofalna obramba v tej akciji. Ampak ne bi jaz tudi izpostavil, a veš, on ni bil, mislim, on je ampak spet pridemo do tega, kar sem povedal že prej. Ne sme priti do take situacije. Ne smemo mi reševati tekme proti Madžarski v zadnji minuti. Absolutno. To je problem. Pač tiste napake individualne, se zgodi, pač tudi ko bom rekel, to je šport, ljudje delajo napake, ampak ne sme priti v 40 minutah, ne sme evropski prvak reševati tekme proti Madžarski v zadnji minuti in jo na koncu celo zgubiti. To se ne sme dogajati. Se povsem strinjam, predobre igralce imamo v primerjavi z Madžari. Razlika je pa očitno, verjetno se ti s tem strinjaš, glede na to, kar si povedal, na klopi. Ja, se spomniš ti mogoče Kokoškova, pa kaj je začel... Seveda se ga spomnim. A ne? Ja. Pač, on je že s prvo tekmo pokazal, da so stvari, kako se tem stvarem streže. Ekipa je igrala najboljš, kar smo jo videli v zadnjih letih. Z Goranom Dragićem. Res da z Goranom Dragićem, ampak še vedno, fora je v tem, če ti daš dobrim igralcem dobrega trenerja, se zadeva dvigne na višji nivo. Če ti dobrim igralcem daš slabega trenerja, so lahko tudi ti dobri igralci slabši, kot so v resnici. In to smo mi videli že v marsikeli reprezentanci, v marsikaterem ekipnem športu, ko samo zamenjamo trenerja, klikne neki drugega in isti igralci so sposobni igrati bistveno boljš kot prej. Pač jaz sem 100% prepričan, da je zadeva v glavi igralcev. Igralci kot so Prepelič, Blažič, to ne pozabijo igrati košarke, ker so zdaj prišli iz kluba 2 dni kasneje v reprezentanco igrati. Pač zadeva je problem v glavi. In zdaj, tukaj mora vplivati pa selektor in jaz mislim, da ta selektor očitno tega ne zna, ker se ta isti problem pojavlja zdaj že druge kvalifikacije. Jaz osebno, nasplošno, ne samo zdaj v tej situaciji, ampak nasplošno, tudi ko govorimo o NBA košarki, o NBA trenerjih, jaz ne direktno kritiziram toliko trenerje, mislim, seveda jih, da ne bom zdaj lagal se tukaj, ampak hočem reči, da dostkrat seveda pri igralcih vidiš direktno na parketu, kaj delajo, kako naredijo, lahko ocenjuješ, imaš statistiko, imaš sliko, imaš vse, imaš celoten vpogled v celotno njihovo delo. Na drugi strani pri trenerju, zdaj nismo slišali mi njegovih napotkov, vsaj jaz jih nisem slišal med time-outi na koncu tekme, in ena taka zanimiva statistika, s katero merijo uspešnost trenerjev v NBA ligi, in mislim, da bi bilo dobro, če bi recimo tudi v Euroligi za druge naše regionalne lige in ostalo našli tako statistiko, je OTP percentage. To je uspešnost out of timeout plays. To je uspešnost akcij po timeoutih. Potem, ko trener vzame timeout, nariše akcijo in kako so ekipe uspešne v takih situacijah. Tisti trenerji, ki so najboljši in v NBA recimo leto za letom se to potrjuje, tisti, ki so najvišje, Popovič, Budenholzer, tudi Carlisle iz Dallasa je zelo uspešen pri teh OTP percentage, pri uspešnosti akcij po vzetem timeoutu. In tukaj zdaj kritiziraš trenerja, bi jaz rad tudi neko bolj detaljno analizo naredil, šel gledati akcije, šel gledati, kako so uspešni naši bili po timeoutih. In bi bilo fino, da bi tudi slišal, kakšne napotke jim je dal, bi bilo fino, da bi bil zraven na treningih, da daš neko celotno oceno, da ni vse skupaj samo nek pljuvanje, ker lahko potem izpade, zdaj nisem neki na pamet, ampak jaz ti ne morem pri ničemer ugovarjati, to je pa tista glavna poanta, predvsem tem, da ti ne morem, predvsem kar si povedal, ti v bistvu ne morem in vem, da je javnost vedno bolj nastrojena, se sem omenil primer že takrat, že lani, sem omenil komentar pod najnim podcastom, samo zato, ker je bilo ogromno takih komentarjev na vseh možnih platformah, družbenih omrežjih po Sloveniji, pa tudi osebno sem jih slišal ogromno podobnih komentarjev. In je res Trifunović praktično izgubil vso zaupanje javnosti že v zadnjih kvalifikacijah. Zdaj,
pa verjetno še tisti kanček, ki ga je ostal, ga nima več. Zdaj, kaj dosti se spremeniti pred naslednjo tekmo, ki bo proti Avstriji, se verjetno ne da, to je jasno. Mislim, naslednjo tekmo igrajo že v nedeljo, do takrat ne bo nobenih menjav na trenerskem stolčku, morda jih celo ne bo v celotnih kvalifikacijah. Seveda, navijači, vsi skupaj lahko upamo, da gre samo za nek zdrs. Zdaj, tudi če ostane Trifunović, vsi seveda skupaj upamo, da mu uspe, da popelje reprezentanco, ne samo na Evropsko prvenstvo, ampak tudi na olimpijske igre, ampak Blaž, dvom je pa ogromen, Nada. Ja, mogoče, če bo Dončić sedel na klopi, pa še igral košarko, mislim. Ja, mislim, to je res zdaj vprašanje, kako naprej. Ja, mislim, kako bo Trifunović, če ne more motivirati Prepeliča, kako bo motiviral Dončića. Pa se ne rečem, sej olimpijske igre same so. Luka ne rabi motivacije. Sej motivacija je mogoče napačen izraz, ampak bom rekel, ti moraš pač znati s takimi igralci tudi delati. In jaz mislim, da pač očitno on ne zna. Moje osebno mnenje je, da bi bilo mogoče dobro razmisliti o tem, da bi se zamenjalo selektorja mogoče z kom takim, ki je dokazano uspešen trener. Recimo Filipovski, vem, da je zdaj brez službe, Zdovc je brez službe, verjetno bi lahko še marsikoga drugega dobili. Samo slovenski, ali misliš tudi kakšnega tujca? Mislim, jaz osebno sem tudi za tujca, če je kvaliteten tujc. Med sezono težko, ampak govorim tako, recimo tipa, ne bom zdaj rekel, Kokoškova ne moremo več dobiti, ker to je no-go. Ja, Srbi so ga dobili. Kokoško bo v teh kvalifikacijah že vodil reprezentanco, kar nekako je dobil dovoljenje, so se zmenili z njim. Zdaj se lahko predvidevamo tudi, da je bila želja Kokoškova, da seveda vodi svojo domačo reprezentanco. Če mu jih uspe popeljati do medalje, bo potem res eden izmed najbolj uspešnih evropskih trenerjev. Ga bomo začeli že gledati na tistih večnih lestvicah, kako visoko bo, če še eno medaljo osvoji z drugo reprezentanco, pa vsem, kar je že naredil. Ampak tisto, kar me malo bode, je seveda, da so nam ga Srbi na nek način, ne morem reči, speljali. Mislim, se je Srb, ampak so nam ga, jaz bi rad Kokoškova nazaj, Blaž. Ja. Pač kvalitete Kokoškova trenerja bomo mi zelo težko še kdajkoli videli v reprezentanci, če mene vprašaš. Imamo pa druge kvalitetne in dejansko, jaz upam, da bojo zdaj na KZS-ju začeli pač mal dejansko različne scenarije debatirati, ker problem je v tem, imamo unikatno priložnost, da se uvrstimo na olimpijske igre. A bomo res študirali po koncu kvalifikacij, pa še, bom rekel, x letu naprej, kaj bi bilo, če bi imeli drugega selektorja. A bomo res, jaz mislim, da je treba resno to razmisliti. Da bom jaz dejansko še, bom rekel, 20 let po tem razlagal, ja, veš, vse smo imeli šanso iti na olimpijske igre, ampak smo imeli enega šarlatana za selektorja, pa zdaj to je grd izraz, pa pač with all due respect, ampak a bomo res mogli na koncu razmišljati, kaj bi bilo, če bi bilo. To je dejansko tista stvar, ki mene najbolj skrbi. Ja, tebe in seveda večino slovenskih navijačev. Zdaj ti si omenil par imen, par alternativ slovenskih trenerjev, Zdovca, Filipovskega, še Okorna omenil, ali ga nisi? On trenira madžarskega prvaka in glede na to, da so nas Madžari s praktično ekipo iz madžarske lige, skoraj da v celoti vsi igrajo na madžarskem, najboljši strec, pa kakor si ti rekel, v drugi japonski ligi, glede na to, da je bil on tam državni prvak, kaj? Zdaj to ne pomeni, da je boljši od Trifunovića, ampak verjetno bo večina poslušalcev zdaj rekla v en glas, ja, je boljši od Trifunovića in nekaj bo treba narediti, to je res preprosto, si še ene napake v teh kvalifikacijah, da se ne uvrstimo na še eno veliko tekmovanje, da se ne uvrstimo na olimpijske igre. Mislim, to, kar si rekel, če se bomo spraševali o tem, a imamo pravega trenerja po recimo zdaj še kakšnem porazu v teh kvalifikacijah in potem recimo ne uvrstitvi na olimpijske igre, če do tega Bog ne daj pride, potem bo to ležalo predvsem na plečih, če tako rečem, Košarkarske zveze in njihovih odločitvah. Potem, mislim, dejansko bi lahko zdaj z 2 neuvrstitvama na velika tekmovanja res pokvarili, zapravili dokončno ves ugled, težko priigran, igralci sami to najbolje vejo, kako težko priigran in prigaran je tak ugled, ga bomo res skoraj do konca zapravili, ker ja,
ni izgovorov pri takem porazu. Ne, res ne. In pa se pravim, to je edino, kar mene skrbi. Ne, pa sej tudi, bom rekel, z drugim selektorjem, pač ni garant, da se uvrstiš na olimpijske igre, ampak hočem povedati, če že zdaj vidimo, kakšne napake dela oziroma da zadeve ne klapajo, a bo res, če pride pa Dončić, a bo toliko boljš? A bo toliko boljš? Ja, mislim, Dončić je ta genij, da ne bom rekel, da je slabega trenerja, naredi dobrega trenerja, ampak lahko zakrije dosti napak, napačnih odločitev ali pa tudi slabe priprave na tekmo. Ja, ampak spet pridemo potem pa do tizga, kar sem že prej omenil. Dobri igralci in dober trener je vedno uspešna zgodba. Dobri igralci in slab trener je redko uspešna zgodba. Tudi če imaš talenta, kot je Luka Dončić. In ne bom rekel, da ga morajo zamenjati, ampak pravim pa, da bi definitivno mogli začeti razmišljati, če ne drugega, vsaj v smeri, da poda neke konkretne odgovore na kakšna malo bolj neprijetna vprašanja. Ker mislim, da on teh vprašanj še ni dobil. Ja, mislim, da temu ni več kaj dodajati. Upam, da bo v nedeljo po tisti tekmi proti Avstriji lahko posnela malo boljši ta reaction podcast, da bo lahko tudi več hvalila, precej več upam, da bo lahko hvalila. Konec koncev, mislim, to je največja mizerija govoriti o porazih, verjetno tudi najmanj poslušajo radi poslušalci tisti po porazih, saj tako, ko vidim številke, recimo, če je poraz tudi pri reprezentanci, ko delajo nogometno in košarkarsko reprezentanco povzetke, če je poraz, je tako dosti manj poslušalcev, kot če je zmaga, če zmagujejo in to seveda velja od prvega do od zadnjega navijača do prvega igralca v rotaciji in seveda tudi trenerja, o katerem bomo pa očitno še veliko govorili, pa upam, da nam ne bo treba. Res najlepše bi bilo, da bi seveda danes to dobili za 20 pik. Ampak tako je in Blaž, ti zadnjo besedo prepuščam. Ja, zdaj jaz upam, da niso še najni poslušalci toliko pizdili, kolikor sem jaz pizdil, bom jaz še pizdil za njih. Mislim, da so. Ta izraz. In pa pač držimo pesti zdaj za nedeljo in upam, da je bil to danes tale Madžarska samo res en tak slučaj. Slučaj, ker če bo pa še proti Avstriji neka podobna scena, pa tudi če na koncu zmagamo za točko, pa je to zame ne vliva optimizma. Ja, ne, o tem raje ne razmišljamo zaenkrat, pa o tem, v tisti tekmi z Avstrijo več v nedeljo. Vi pa ne spregledajte, tudi jutri nov podcast, v nedeljo nov podcast in potem v ponedeljek, če bo šlo vse po načrtu reakcija, da boste obveščeni v vseh teh podcastih, pa kot je že Blaž v samem uvodu dejal in jaz ponovil, kliknite tisto ikonco za naročnino in potem zraven še tisti zvonček, ki se pojavi, ki vas bo obvestil v vseh novih podcastih. Blaž, hvala. Ja. Se slišva? Ja, se slišva, tako, ja. Nekaj za govor, tajde, lepo se mej, čau. Enako, adijo.